Drage poslušalke in poslušalci, ponovno dobrodošli na vsem znani in priljubljeni frekvenci Radia Brežice, ki je v letu 2023 obeležil 60 let od prvega oglašanja. Radio Brežice je bil glas povezovanja ljudi, krajev in občin v Posavju. Ker je glavo občine Brežice v lanskem letu doletela prav ista številka kot od našega prvega oglašanja, je ob letošnjem fašenku in tradicionalnem prevzemu oblasti na sporedu posebna karnevalska radijska oddaja. Vse skupaj pa seveda prenašamo tudi direktno na ulico Ceste prvih vrtcev v Brežicah, kjer se je zbrala množica ljudi in podpornikov. Med njimi je tudi sam župan občine Brežice Ivan Molan, ki ga lepo pozdravljamo. Pozdravljamo tudi celotno fašenkovo delegacijo, zelo fletno in izkušeno županjo Amalijo na čelu, ki si je na to vlogo že dolgo pripravljala. Glede na to, da ima fašenkova županja zelo dobre varnostne in obveščevalne službe, se je tudi župan letos odločil za posebno varovanje, kot vidite. Pozdravljamo tudi predsednika Federacije karnevalskih mest Slovenije, pa predsednika sekcije Fašenk Dobova in celotno občinsko upravo občine Brežice ter vse ostale željne, dobre volje in karnevalskega vzdušja. Posebno oddajo pa bodo otvorili kosci, zaščitni znak in simbol fašenka, etnografska maska, ki izvira iz Loč in je vpisana v register nesnovne kulturne dediščine. Kosci, izvolite! Tradicionalna, a pred leti pozabljena maska, ki se v okviru dobovskega fašenka pred več kot 10 leti ponovno oživeli. Izvolite!
Velik aplavz. Dragi poslušalke in poslušalci ter gledalci na cesti prvih borcev, to sta bili znameniti etnografski maski, ki Dobovskemu pašenku in naši občini dodajata prav poseben pečat. Mi pa nadaljujemo zabavno vsebino. Povedali smo že, da je v letu 2023 brežiški župan Ivan Molan obeležil 60 let in seveda 18 let polnoletnost županovanja. Brežičanke in brežičani se tako lahko pohvalimo s polnoletnim in legalnim županom. EMŠO pa je zgolj nepomembna številka, ker dan danes štejejo izkušnje, iznajdljivost in sodelovanje ter povezovanje. In vse to je privedlo do tega, da v svetu poznamo tudi novo astrološko znamenje, ki je predstavljeno v največjem hitu leta 2023. Poslušan ni bil le v Brežicah Sloveniji, o njem vedo in znajo ga zapeti celo na Cipru. Po duši Selan, po horoskopu pa župan. In samo za vas, spoštovani poslušalci in gledalci, mažoretke Dobova! Dober dan je tam volante, uni izzisev, unki Brežko občino je zdaj lecak prekmel. Bi se že spodoblo, da dobi malo programa za 10. obletnico svojega Abrahama. Si hotel štartat kao za vse, ki ga ne poznate, pa vsi v Brežicah vejo, kdo je Lendi Ate. On se vidi, on se ve, magar je v drugem štuki, strašno ažuriran, tudi na Facebooku. Ivan Molan, po srcu zagran Ivan Molan, po duši Selan Ivan Molan, popudne smatran, po horoskopu pa župan. Klasična je priča, vesten človek iz terena, mogo biti fuzbaler, pa boga so kolena. In gasilce je hotel biti, pa ga to ne dare, ker še fort vsak teden gasit mora požare. Šerov tedi vajen, limuzinje in prkolce, dopudne vzgaja občino, popudne Krško polce. Občinska uprava dugo zove se že Molan Ruž, ženi stanki z šihta dosti krat prinese ruž. Rečke češ ob Ivana se težko kdo obregne, on je tak kumit, popudne, rad si mal zalegne. Žena pegla srajce, da to zmeri nekak zgleda, in reške naredi, kot da predolgo se razpreda. Ivan Molan, po srcu zagnan Ivan Molan, po duši Selan Ivan Molan, popudne zmatran, po horoskopu pa župan. Brihten kolesartko, brihten da je že nevarno, bicikl ima na štrom, doma pa sončno elektrarno. Ekološko pametno in zgledno je zares, človek bi se že skoro vprašal, kaj sploh rabo hes. Enkrat so mu v kralj bicikl gliho dobovi, pa so zveti čigavje in brez ga vrnili. Odraz profesionalnega občinskega predsedstva, da še lopovije vlejo sam povratna sredstva. Ja, denar je tle da kroži, ne da gre po svoje, on to vzel je dobesedno, lej vse te rondoje. Dva primarna cilja naše Brežice morajo imeti, krožno gospodarstvo in krožni promet. Ivan Molan, po srcu zagnan Ivan Molan, po duši Selan Ivan Molan, popudne zmatran, po horoskopu pa župan. Ko je snaha prišla hiši, imela je kobilo, ni zdaj ravno žrebec, ampak bo za prvo silo. Ista je po sorti, pasmi, zgledu in še vonju, da lahko zdaj Ivan reče, da je res na konju. Je ker stoji čen zelo poredko se razneži, vsako jutro zaposleni čakajo na preži, da ko stopi v pisarno brežiški župan, hitro vidijo, če dan slab ali dober dan. 18 že let v občini on nosi hlače, Brežice ga volijo tako ali drugače. Res ima srečo v življenju in to že odkar ga je porodnišnico pripeljal dimnikar. Ivan Molan, po srcu zagnan Ivan Molan, po duši Selan Ivan Molan, popudne zmatran, po horoskopu pa župan. Ivan Molan, vsi sodelavci želijo ti, da zdrav srečen si tvoj kolektiv. Imate srečno rad, pri njih imaš neomejen mandat. Slišali smo kantavtorsko pesem Robija Petana ob 60. jubileju brežiškega župana in ob plesu izjemnih mažoretk.
In še vedno ste na najboljši frekvenci v Brežicah, Radio Brežice, edicija Fasching 2024. Današnje posebno zahtevalsko javljanje pa nadaljujemo na terenu. Tako samo malo dodamo še. Selimo se k novinarki Olji Ovca, ki se trenutno mudi na edinstveni eko in bio kmetiji za krepitev zdravja Molante. Nekje med Brežicami in Zagrebom se nahaja izjemno inovativna kmetija krškopoljcev, ki deluje pod kolektivno blagovno znamko Izbran Molan in se ukvarja z zakonsko terapijo po najnovejših smernicah in edina na svetu podeljuje certifikat mesolje ter predeluje mesnine krškopoljca, ki so dokazano zdravilne. Iz tehničnega študija mi že sporočajo, da je na kmetiji vse nared za naše javljanje. Se slišimo? Se slišimo studio? Ja, slišimo, Olja, ja. Drage poslušalke, dragi poslušalci, z vami sem danes na terenu Olja Ovca. Nahajamo se na edinstveni kmetiji za krepitev zdravja Molante, ki je obdana s čudovito naravo in pod blagovno znamko Izbran Molan ponuja veliko in še več. Gre za terapevtske in mojstrske izdelke ter storitve, ki zadovoljijo vsak apetit in kličejo po še in še. Z mano je menedžerka kmetije, gospa Pepa Pujs, pozdravljeni. Ja, dober dan, Pepa Pujs, me veseli. Hvala za vaš čas in priložnost, da bomo lahko našim poslušalcem in poslušalkam predstavili to edinstveno kmetijo. Izvolite. Dobrodošli na kmetiji za krepitev zdravje Molante. Mima smo res veseli, da ob tej tako enkratni priložnosti lahko predstavimo to svojo kmetijo in samo našo kolektivno blagovno znamko Izbran Molan. Tole. Bravo punce. Prepričani smo, da ponujemo nekaj zares edinstvenega. Nekaj, kar svet še sploh ni videl in doživel. To lahko preizkusite samo pri nas. Samo pri nas, na naši kmetiji za krepitev zdravje Molante. Vse zadeve so seveda preverjene, potrjene, imamo vse potrebne certifikate in dejansko za terapijo na naši kmetiji pomagamo ohranjati duha in izražati lepoto. Tako seveda notranjo, kot tudi zunanjo lepoto. Ob tem pa se držimo predvsem tega reka, lepo punce, vidite, uživajo, ne? Ljubezen gre skozi želodec, zapomnite si to, to so govorile tudi naše prababice, ampak to dejansko drži. Ljubezen gre skozi želodec in na kmetiji za krepitev zdravja Molante se tega zares zavedamo in vemo, kako pomembno je to in ponujamo vam namreč posebne, izredne mesnine, ki nahranijo, ne nasitijo samo nas, ampak nahranijo tudi našo dušo. Vemo, duša je tisto, kar dela človeka, duša je pomembna in pri nas boste nasitili tudi svojo dušo. Hvala lepa, gospa Pepa. Se že veselim, da bom jaz poznala te storitve in te izdelke. Predlagam, da bi se morda odpravile do prve postaje oziroma storitve. Kaj pa bo to? Tako, pri nas predstavljamo edinstveno zakonsko terapijo. Tisto, kar je posebno v tej zakonski terapiji, je, da jo izvajamo ločeno. Na eni strani je to wellness, priznana, patentirana, izključno Molante terapija, hvala, po svetovno znani apiterapiji ali terapiji s konji. Na drugi strani pa je čitalnica za tiste malo bolj izbirčne, ki želijo nahraniti in krepiti tudi svoje znanje.
Prepuščamo, veste, kako je danes? Prepuščamo. Ženske, moški, moški, ženske, žensko, moški, moški, ženske. Pri nas je vse to možno. Gremo najprej do našega posebnega wellnessa. Hvala lepa, gospa Pepa. Dober dan, pozdravljeni. Pozdravljeni. Bi mogoče predstavili to edinstveno pujsoterapijo našim poslušalkam in poslušalcem. Tako, stopite v čarobni svet wellnessa oziroma tako imenovane, samo pri nas, na Molante kmetiji, pujsoterapije. Tako da, to je terapija, kjer postavljamo krškopoljca tukaj v ospredje, se pravi, ob čudovitih zvokih in ob pojavnosti našega avtohtonega, samo tukaj v Brežicah in na Krškem polju prisotnega krškopoljca, hvala Riki, lahko doživite enkratno wellness terapijo. Tukaj ob sproščujoči glasbi, prisluhnite, sproščujoča glasba, vdihnite globoko, umirite se, ob sproščujoči glasbi in ob terapiji našega, samo Riki, prosim, Riki, pademajstra Rikija, ki bo poskrbel za nanos izredne, 100% masti krškopoljca, samo pri nas, samo na naši Molante kmetiji za krepitev zdravja bo tako sproščujoče. Kot vidite, ženske pristajajo na našo domačo, avtohtono, 100% svinjsko mast. Tako lepo se razmaže, res lepo, za prste obliznit vam povem. Tako da ob vsakem kruljenju našega prašiča, avtohtonega krškopoljca, se vaša koža napenja do nezavesti. Hvala lepa, gospa Pepa, to je mene začelo zelo zanimati. Predvidevam, da tudi vas, drage poslušalke in poslušalci, ta terapija zelo zanima. Gospa Pepa, bi lahko jaz za mogoče mnenje vprašala tudi vaše stranke? Seveda, izvolite, to so naše stranke, ki prihajajo ne samo iz Brežic, ne samo iz Posavja, iz cele Slovenije, tudi iz tujine. Preverite, jaz verjamem, da bodo samo lepe besede, izvolite. Dober dan, gospa, bi vas vprašala za mnenje, kako vi doživljate to edinstveno pujsoterapijo. Super. Naš Zoki v Ljubljani tega nima, zato sem prišla kar v Brežice in moram povedati, da je Molan izbran nekaj, kar si vsak želi. Hvala. Hvala lepa za vaše mnenje, pa še mogoče gospod tukaj. Pozdravljeni, gospod, kje pa vi prihajate? Dobar dan, jaz sem stigla iz Zagreba. Ovo je stvarno nevjerovatno, bolje od botoksa i baš nije skupo. Čujete? Ja ću doći opet. Hvala lepa, kot slišim same navdušajoče ocene. Kaj pa vi, gospod, kje ste pa vi? Jaz sem pa Mica, z Brest. Torej, tudi domačinka, to pa lepo, da podpirate lokalno. Kaj pa vi pravite v terapiji? Ni ga boljšega kot domače prese. Bi rekli, moj deca, topšit! Najlepša hvala. Mislim, spoštovane poslušalke in poslušalci, kot slišite, je ta terapija res nekaj nenavadnega, posebnega, vsi so navdušeni. Jaz pa z velikim pričakovanjem me zanima, kaj sledi. Gremo pustiti punce, da se razvajajo, vseeno je nekaj intime potrebnega, pa se pridružimo v naš naslednji kotiček, v našo čitalnico. Komaj čakam. Dober dan, lepo pozdravljeni, gospa. Jaz sem iz Radia Brežice, pa bi vas prosila, vidim, da ste vi tu tlele kot terapeutka, če bi mogoče vi mi predstavili, kako pa poteka dan pri vas. Ja, kak pa? Tako v vsaki gostilni, liter na liter, ne? No, Majda, dajmo to malo lepše povedati, to je vse eno del terapije za naše
malo bolj močne, ne spole. Dajmo Majda malce povedati. Se opravičujem. No, moji fantje so zelo pridni in zelo dobro načitani. Vsako jutro pridejo v čitalnico in čitajo raznoliko literaturo. Prvo dobijo tako kratko, ampak kar težko, tak naprimer Stric Viski ali pa Sanje iz soda, pa tudi Poskočne borovničke so priljubljeno čtivo, ne? Pol gremo pa na take bolj lahke, recimo 50 odtenkov rdeče, Žlahta kapljica odide od doma, pa Liter se vrača, pa tudi Muca vinogradnica je zelo priljubljena. Pri tej terapiji je zelo pomembno, poudarjam, da imajo fantje kondicijo in zelo globok bralni gotljaj. Tukaj se besede in alkohol srečajo v popolni simbiozi. Poglejte, kako so srečni in zadovoljni. No, poglejte malo publiko, da vas vidijo, kako ste zadovoljni. Tako, že vidim, da tudi med našimi gledalci je nekaj takšnih utrujenih moža, ki so obiska naše čitalnice zelo potrebni. Tako da, lepo vabljeni. Najlepša hvala za to predstavitev, kot vidim je to res čudovita terapija, uporabniki izgledajo navdušeni. Takole, gospa Pepa, kam se bova pa sedaj odpravili? Ja, tale veter pri nas je svežina, vedno del našega vsakodneva, moramo biti kar malo okrepčeni. Tako je, ja, pri nas seveda imamo še nekaj za razvajanje, brbončic vseh. Moram povedati, da imamo edinega v Sloveniji priznanega mesoljeja. Slišite, mesolje, to je nova blagovna znamka. Naš doktor Flajš skrbi za razvajanje vaših brbončic z svojimi posebej izdelanimi klobasami. Tako da gremo kar do dr. Flajša in njegove ekipe. To so naše punce, to je tukaj. Dober dan, zdravljeni, mojster Flajš. Torej, mojster Flajš, vi ste tisti, ki ste ekskluzivno začeli edinstveno z mesoljejem in pa seveda zdravljenje z mesninami. Zdaj pa, ker je to nekaj tako posebnega, jaz zato sicer se še nisem slišala, bi vas pa potem mogoče prosila, da mi predstavite te izdelke, pa še mogoče kot strokovnjak, da svetujete, za koga so ti izdelki primerni. Da niste vi kakšen inšpektor za slučajno. Nas je tu, ni ti papirjev še. Jaz vam najprej, ker sem malo na slabem glasu, imeli smo fore s šefu Ivanu, trajalo do jutra, tako tako da je bilo kar takorno. V glavnem, vsi naši izdelki, vsa ta roba, ko jo vidite na našem štantu, to ima vse certifikat srcu prijazni izdelki. So za srčne bolnike, za vse, ki imajo holesterol, putiko, visok tlak, cukr. Če ne verjamete, živ dokaz smo midva z našim šefom Ivanom. Midva smo imela pred leti velike probleme z zdravjem, izvidi so bili strašno slabi, več smo bila na urgenci kot v službi. Holesterol je bil za izvoz, cukr, tlak. Nismo vedela, kaj narediti, nobena dieta ni pomagala. Vsi so začeli nekaj reklamirati mangulice, da je to zdravo, da je brez holesterola. Župan je rekel, mangulice jaz ne bom imel, ker to noben ne ve, ko vidi mangulico, ali je to ovca, ali je prase, kaj je sploh je to, ne. Tako da na koncu je bila odločitev Krškopoljc. In od takrat smo se začeli ukvarjati s Krškopoljci, izvidi so čudoviti, v glavnem holesterola je premalo, cukr ga ni, tlak skoraj ga ni in to je to, morate to probati danes. Danes imate edinstveno možnost, da danes probate.
Z nami je tudi danes naša doktorica Krškopoljčeva. Ona je doktorirala iz Krškopoljcev. Ona ima vse analize, vse recepte. Poleg tega pa vse naše izdelke dobite danes tudi na recept. Pa Krškopoljc, moram povedati, da je tako riba. On rad plava. Tako da ga morate na koncu bolj zaliti. Na zdravje. Hvala, najlepša hvala za to predstavitev. Jaz predvidevam, da se bo zdravje bolj Posavju in kaj začela delovati kmetije za krepitev zdravja zelo popravijo. Absolutno, še enkrat vsem tukaj prisotnim in tudi tisti, ki ste danes zamudili to za res enkratno, edinstveno priložnost predstavitve v živo, vabljeni na kmetijo za krepitev zdravja Molante. Tukaj delamo s Krškopoljcem. To pomaga za krepitev telesa in duha. Vam povem, pridite, vabljeni, ne zamudite te enkratne priložnosti. Mojster Flajš, vi imate veliko asistentov, jaz bi pa prosila mogoče kakšno pripravnico, če bi tudi bila pripravljena dati izjavo za naše poslušalke in poslušalce. Gospa, vi izgledate tako čudoviti, mladi, sveži, pa mi povejte, kako je to, ko se odločite za tečaj, da postanete mesolje. Ja, odkar delam v tej miseriji, se počutim odlično. Veliko ribamo, predvsem tak debel špeh, tako ko se vidi, no. Danes bi pa povedala, da postrežemo z prav posebnimi koščki klopice. Tako da jaz bi pa sam ženske toplo priporočam, da naročite na recept cel košček polovičke klobase, ker ta polovička vam bo dala prave mesne užitke, ki trajajo čisto tiho do jutra in res se boste počutili odlično. Bravo. To bi bilo. Najlepša hvala, zelo zanimivi recepti in izkušnje vaših udeležencev, tako da zdaj pa me zanima, če kaj posebno, kar bi želeli našim poslušalkam in poslušalcem. Kaj imamo še zapovedati? Vse, kar ste slišali, lahko tudi preizkusite. Tukaj so naše dekleta, ki strežejo te krasne mesnine mojstra Flajša. Tukaj imate badermajstra Rikija, samo danes na vas, brezplačno na ulici. In našo čitalnico Snežničar pomaga. Izkoristimo se in zares vabljeni še enkrat, toplo vabljeni na kmetiji za krepitev zdravja Molante. Hvala lepa, dragi poslušalci, mislim, da ste v naši oddaji danes spoznali to edinstveno, lokalno in sonaravno, kar ponuja kmetija za krepitev zdravja Molante. To je zares živahno, neverjetno, stranke pritiskajo, čakalna vrsta za obravnavo sega vse do ceste prvih borcev v mestu Brežice in ker so čakalne dobe dolge, so poskrbeli tudi za tiste, ki čakajo, tako da bodo premierno imeli pokušino mesnin. Takole, jaz mislim, studio se slišimo, studio. Halo, ja. Drago občinstvo in spoštovana Fašenkova županja, prvo Olja, najlepša hvala. Spoštovana Fašenkova podžupanja, mislim, da na podlagi te prezentacije seveda ni dvoma, da je kolektivna blagovna znamka Izbran Molan, investicija v pravo smer in tradicija, ki jo brežiška občina mora ohranjati tudi prihodnja leta. Fašenkova oddaja se počasi zaključuje, sledijo novice za županom občine Brežice in Fašenkove podžupanje s protokolarnim delom prevzema oblasti. Za konec pa še nekaj sladkega in kosmatega prihod korantov iz Hajdine. Hvala, ker ste bili z nami. Ne moremo pa seveda radijske zabavne oddaje zaključiti brez želje naše zveste poslušalke. Naj se sliši, naj se ve, na kmetiji je lepo! Ja, super!
Dragi bademajster Riki, vabljem, da nazaj razvajaš svoje dekleta. Mi pa nadaljujemo s protokolarnimi novicami današnjega dne. Dame in gospodje, nagovoril nas bo aktualni župan občine Brežice, gospod Ivan Molan. In v prihodnosti vidimo, kje je prihodnost turizma. Najprej seveda vsem skupaj lep pozdrav. Veseli me seveda, da se ta tradicija v občini Brežice izvaja že, mislim, da kar 30 let, če ne že mogoče celo več. In seveda, da se s tem začne tudi ta pustni karneval v Dobovi, ki bo zaključek v soboto. Seveda me veseli, da so z nami tudi dve etnografske maske, to je Kosec in pa Obrški prutarji, ki so avtohtoni in s tem seveda tudi na nek način pokažejo našo tradicijo in pa seveda značilnosti naših krajev. Vsem vam seveda želim predvsem, da bi v teh pustnih časov bilo čim več veselja, čim več norči in tako, ko pravijo v Dobovi, znorte se ta teden, pol pa bodite pametni. Tako da tudi jaz vam to želim in seveda vsem želim srečno in pa hvala, da ste prišli. Hvala, gospod župan. Dame in gospodje, let pa bo v naslednjih minutah prebila nova Fašenkova podžupanja, ena in edina Amalija. Kako ambiciozen načrt v času vladanja si je zastavila letošnja podžupanja, pa bomo slišali v naslednjih minutah. Gospa, izvolite. Hvala, župan, hvala. V imeni Fašenkove županje Vesne, ki je deni službeno in upravičeno zadržana, zato jo jaz, kot podžupanja Amalija, zamejujem z vsemi pooblastili, svičano zaprisegam, da bomo v Fašenkovem mandati vodile občino Brežice v skladi z vso Fašenkovo zakonodajo in da bomo skrbele za dober štimung pa prijetno počutje v tej naši občini. Hvala za zaupanje, da ste me izvolili na tako strašno važno funkcijo Fašenki Dubova, Lučki Žlahti in vsem, ki ste poleg mene, tak ali drugač. Tak ste vtel, jaz sem zdaj vaša in bom v imeni Vesne, ko je ne bo, vodila to občino ko vaša podžupanja, koliko bom vedela in znala. Ljudje me imajo radi in jaz bom naredila vse, kar bo v moji moči in vse, kar bom lahko. V imeni županje vas bom poslušala in fort vam bom na razpolago. Obljubim, da bom vaš glas tudi v občinskem svetu. Lendi bom za ljudi, izvestno ji bomo naredile vse, kar se da narediti za cajta Fašenka in kar ni narejeno, ko nas ni. To bi bilo pa sledeče. Delo na občini bo teklo ko namazano. Vsi bojo veseli, vse narejeno, tako je pa je fort, ko nas ni te, in vse bo v najlepšem redu. V tem cajti se ne bomo delili ne na leve, desne, plave, žute, zelene. Vsi moramo delati vkup, ne glede na to, kakšne farbe je kdo, in to samo v dobrobit občanov. Zato, ker smo na občini na oblasti zdaj ženske, temi se pa je drugače reče matriarhat, smo se medve zvestno odločile, da bomo podprle tudi dedje in jih pistile malo, ampak čisto malo bliže h koriti. Ampak so cajti taki, da mora biti vse pravično razdeljeno v duhi enakosti spolov. Pa še tako moderno se čuje. V ponedeljek nas, hvala Bogi, čaka seja občinskega sveta. Zato, ker bi vsi nekaj radi imeli in smo v teh svojih željah prišli do 3-kratne vrednosti tega bogiga proračuna brežiškega, smo Fašenkovi svetniki zasukali rokave in povabili k pujeji proračuna brežiške podjetnike in veljake, ki so se odločili zbrati gnar za obe 2 lete. Baje, da nam bojo kar sponzorji. Ivan, mirno lahko spiš, Brežice so rešene. Bizelancem smo se končno odločili izpolniti njihovo dolgoletno željo in nazaj bojo dobili njihov z golimi rokami zgrajen zadružni dom. Odločili smo se, da ga bomo prvo podržavili in vzeli obe 2 zadrugama,
saj drugače ne bo šlo. Pokle pa ga vrnili nazaj v trajno last in posestvi za lancem, zato, ker si to res zaslužijo. Pa en durn bi jim poleg tega doma lahko napravili s toliko štuki, koliko je vinarjev na Bizelskim, da se ne bi furt kregal, ka bi imel pokle vsak svojega. Šola vrtičih bo, gnar smo zrihtali, odkot se je le dalo, neka bo pripomogla tudi brežiška poslanka Nataša, če bo pa šlo na tesno, bo pa Ivan vzel kredit. Dubovčani bojo dobili nazaj banko in pošto. To, da morajo jeti tolikrat na kegen zaradi tega v Brežce, zaradi poslov na eni od teh inštitucij, ki jih v Dubovi več ni, to je v njeno predmestje, to je v Brežce, tak tu več ne gre. Zato bomo dali na sejo občinskega sveta v najkrajšnjem možnem cajti to točko. Glasi za to pa so že tako zdavne prešteti, tako da straha za Dubovo ni. Na Šentvidi počas raste razgledna ploščad. Vsem, ki tako radi hodite na ta naš visok breg, moramo povedati dve jako dobre novice. Zje se boste lahko zip-linom spustili direkt do Brežiškega Britofa, na svoje pa bojo lahko prišli tudi oni, ki se spušajo z majmi. Seveda bojo vse oblike tega spušaja na lastno odgovornost, se pa spominamo tudi z enim Totengrobarjem pa z enim reševalcem z Brežiškega NMP-ja, da bi furt stala kar dol pa čakala. Zbidili bomo grad Pišece. Cajt je že. In cajt je že tudi, da una tečna podžupanja neha letati okoli po celi Sloveniji, pa pobirati vse mogoče in nemogoče ideje, kak bi ona ta grad na hitro vdignila. Ivanu furt tečnari s tem gradom in cajt je že, da se vse pametne ideje združijo, pa da se začne delati. Gnar bomo zbrali, malo v Ljubljani, malo doma in grad bo pele živ. Zaradi vseh mogočih zapletov se vleče tudi gradnja HE Mokrice. Pridobili smo informacijo, da se bojo dela kmalu začela. Z Društvom za zaščito rib pa z lokalnimi ribiči smo se zmenili, da se bojo vkup pobrigali za prevoz ogroženih rib tam, ki bojo varne in gradnja se lahko začne. Pobrigali se bomo tudi za staro mestno jedro, s privatniki pa z mestnimi veljaki iz ceste prvih gorcev, ki so itak v glavnem Dubovčani. Zmenili smo se, da bojo staro mestno jedro najprej zasadili z zelenim, pokle pa bojo v višini 90% vložka subvencionirali v odprtje vseh gostiln, 10% bo pa dala občina. Z občino Samobor bomo sklenili meddržavni sporazum o parnih pa neparnih sobotah. Samoborci in Breščani bojo mogli biti vtel ali pa ne vtel, ob parnih sobotah v Brezcih, ob neparnih pa v Samobori, drugače ne šlo. Županja Samobora pride drug kegen Brezce na uradni obisk, pa tudi na fašjenk, pa bomo onde podpisali ta meddržavni sporazum. No, končno bomo zrihtali tudi nova parkirišča v Brezcih. Ka v mesti ni več placa in gostilne se bojo pele nazaj odprle, je v zadnji fazi sprejetje OPPN za večnadstropno parkirišče na splavi na akumulacijskem jezeri. Drugdi več ni placa. Od tam se bo vozilo vse, ki bojo tam parkirali z avtobusi v mesto, une lepe hostese pa bojo potnikom na avtobusi stregle lokalne proizvode, Brežiške Selection, za kjere ni več placa v uni novi kavarni ob vodovodnem stolpi. S tem bomo v bistvu rešili dva problema, ki jako mučita naše občane. Urad županje in podžupanje bo tudi letos v županjini gostilni Bar Katič. Midve bomo tam cele dneve, 24 ur na dan. In poslušale vas bomo in vse naredile za vas. Mi smo tudi jako vesele, ka bomo to vse pojerbale, ka vidimo tle danes okol, in s čem se naša občina in župan predstavljata, ne? Dragi občani, bodite tudi vi en del Dubovskega fašjeka. Vaša županja Vesna in podžupanja Amalija pa smamo rade.
Najlepša hvala, gospa podžupanja Amalija. Naj povem, zelo ambiciozen program ste si zastavili in seveda ne pozabiti vključiti tradicionalno blagovno znamko Izbran Molan, kajti to bo samo še dodalo k vašem županovanju. Ja, to bomo sam še dodali. Danes nismo vedeli, to je bila pa je poslovna skrivnost. Tako. Mi pa nadaljujemo. Iz sekcije Fašenk vabimo še gospod Goboru. Spoštovane, vidim, da ta terapija sploh v čitalnici deluje tudi že na naše člane. Tu je spet norčavi pustni čas, ki ga v Dobovskem Fašenku neizmerno pričakujemo, hkrati pa se zavedamo, da je to za nas organizatorje velik zalogaj, da uskladimo vse aktivnosti za ta čas. Zgodba, da, resnično jo tako poimenujemo, zgodba prevzema oblasti na občini Brežice, se je začela v času županovanja gospoda Vlada Držiča, nadaljevala z gospodom Andrejem Vizjakom, pa potem še z najstarejšim svetnikom gospodom Rokom Kržanom. Potem je županski stol zasedal gospod Ivan Molan, ki županuje naši občini tudi na današnji dan. Od leta 2006 ga vsako leto zamenjamo s Fašenkovim županom oziroma županjo in ponovno se vrne, ko se pustni čas zaključi. V naših vrstah se je zamenjalo že kar nekaj županov oziroma županij, od Pepčeta, dr. Stresa, Kristine, Srečka in Vesne in tudi današnje podžupanje Amalije. Pa tudi meni je bilo v letu 2005 pripadla ta čast, tudi Ivan Molan ostaja na županskem stolu in težko bo komu v prihodnosti uspelo ponoviti toliko mandatov, saj njegova vladavina teče že 19. leto. Ker je naš Fašenk etnografski festival, so danes z nami etnografske maske, kot smo jih videli v njihovem nastopu Kosci in Vrški Prutarji. V skupini Kostu si bili mladi lučki Kosci, otroci iz Loč in učenci osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča iz Dobove, pri Prutarji pa vaščani Velikega Obrežja in njihovi prijatelji in sorodniki. Obe maski imata skupno nalogo, da odženeta zimo, Kosci s kosami pokosijo zimo, Prutarji z dolgimi leskovimi šibami odganjajo zimo. In med nami je danes tudi prvi Fašenkov župan Pepče, ki ima za aktualnega župana, gospoda Molana, eno darilo. Izvoli. Spoštovani vsi prisotni, v imenu Vrških Prutarjev vsem skupaj prav lep pozdrav. Posebej lep pozdrav našemu županu občine Brežice pri Dobovi, Ivanu Molanu in tudi lep pozdrav Fašenkovi županji. Spoštovani župan, danes, ko puščate vajte Fašenkovim županu, bi se v Vrški Prutarji vam zahvalili za to vso uspešno delo, ki ste ga upravili na občini in tudi zahvala za slabo delo, ki ste ga imeli, ker slabo delo treba tudi znati organizirati. Zato bi se vam zahvalil in podarili eno skromno sliko, to pa zato, da se vam malo prekopimo, ker verjetno boste prišli nazaj na oblast, mi smo pa taki, da se radi prekupimo in ko bo občinski proračun, boste kakšni evrček odškrtli nam, vam se ne bo veliko poznalo, nam se bo poznalo, ker mi v Vrški Prutarji smo samo hranitelji, se pravi, več imamo darja, če ga več damo v blagajno. Izvolite. Spoštovan župan, počasi se bo treba ločiti od vašega ključa. Ključ bo šel v nežne ženske roke, ki bodo znale poskrbeti za vsakega občana. Že v ponedeljek pa našo Fašenkovo podžupanjo, kot je omenila
čaka zahteven izziv, sprejem kar 2 proračunov, ampak verjamemo, da so zadeve že dobro pripravljene in da uspeh sploh ni vprašanje. Tako da prosim za fototermin in uradno predajem ključa. Ja, jaz z veseljem predajam ta ključ. Predlagam, da podaljšate fašing vsaj na 3 tedne, kajti vse, kar ste si zadali, boste težko v enem tednu naredili, po drugem strani bom pa jaz lahko končno izkoristil lanskoletni dopust. Tako da vam želim uspešno delo in seveda se vidimo na ostali prireditvi. Še nekaj sladkega in kosmatega. Koranti iz Hajdine so z nami že 26 let. Davor, sejo moraš snimati, sejo. Knjiga v rukah. Knjige, čitamo, če čuvamo telo. Mikrofonu. Ajde, Sandi, pogledajte. Hormoni delajo, veš?
Uvodno slišali, sodelujemo 26 let, malo manj sodelujemo na vašem prevzemu oblasti, ampak mislim, da naše sodelovanje je korektno in spoštljivo in upam in želja nam je, da bomo to nadaljevali tudi naprej. Novemu pani, podžupani se opravičujem, kakor s županom, gospodom Molanom, se zahvaljujemo, da lahko sodelujemo pri teh projektih vaših, nam je pa tudi veliko veselje. V znak spoštovanja in dobrega sodelovanja vam izročam eno ježako, našo simbol, in da vam ukrstimo vaše občinske prostore. Hvala lepa vsem skupaj, pa vesel pače. Pisarna pripravljena, prazna, tako da vse čaka, ja, vse smo postavili, da lahko začnete uredovati. Kaj se lahko sedem? Ja, komod. Ja, to je zdaj stol, ne? To bom dala kar sem, ne? Kaj gor bomo dali? Tako, ne? Tako, ne? Kaj da jaz vam zdaj prepuščam kar delo, pa uspešno naprej. Fin je ta stol. Kaj se ponavadi županu na kolena usede? Ja. Te cajte so minevali, zdaj po 60-ih. Čas, polik, lahko, na kolena se pa več ne smejo zdaj. Ja, pa jaz sem jako žalostna zaradi tega, ampak... Tudi stol ni za več, kot za 100 kil. Alo. Zaradi mene, ne, če bi se ti meni na kolena sela, ne zaradi tega. Jaz mislim, sem narobe razumela. Ne, veš kaj, če bomo midva šla na stol, bo gorno. Župan ga poka, ne? Župan ga poka, Denis, ja. Lepo ste mi to pospravili, pripravili. Jaz tudi upam, da se Vesna kmalu vrne, ne? Ampak za ta cajt bom pa jaz dober, ne? Kaj bo vaš prvi ukrep, ki ga boste izvedli kot županja? Ja, v ponedeljek imamo občinski svet, ne? Že to bo jako zanimivo. Ampak tako sem rekla, mi smo ga napolnili, ta proračun, gnara je dost, krat 3, tako da ni problema, no. Ni nobenega problema. To bo prvi. Kaj pa mislite, inovativni zip-line iz Šentvida, direkt na Britov, bo se to prijelo? Ja, to smo malo mi občane vprašali. Rekli so, da si to jako želijo, izmajari si želijo, in tisti, ki so bolj adrenalinski, si to jako želijo. Tako da v bistvu nam se zdi to jako fajn za te Brežice, ki tu še nimajo, no. Pa tako fina trasa je gor, ne, od Šentvida dol do Britova, in dolgo bo trajalo, in fino bo, no. In prek vode bojo šli, tako da jako dobro, no. No, sicer tisti, ki se upeljal, se bo tudi zadnjič, ampak tu smo. Vse čaka dol, vse smo rekli, mi imamo že vse pripravljeno, in NMP čaka, in vsi čakajo, in tudi Grober čaka, vse je v redu, vse je urejeno. Ja, moram vam reči, da imamo malo s placom problema, ne. Iščemo nekoga, ki bi ta disko odprl, ki bi ga prijem imel, samo nekako ne najdemo pravega, ne. Mogoče bo zdaj kaj novega, ampak zaenkrat nič, ne. To je bila ena od tistih obljub, saj veste, kak je. Včasih se kaj obljubi, pa ni, ne. Bomo pa naredili vse na tem, da bomo tudi kak plac za to našli.